Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Ministrstvo za finance bo obveznice za državljane izdalo 1. februarja z ročnostjo 3 let. Obseg izdaje bo 250 milijonov evrov in tisto, kar seveda vse najbolj zanima, po 3,4% obrestni meri. To je bil izsek iz novinarske konference, ki jo je organiziralo Ministrstvo za finance ob napovedi izdaje obveznice za državljane oziroma tako imenovane ljudske obveznice. Minister Klemen Boštjančič in pa generalna sekretarka Nikolina Prah sta v bistvu predstavila to izdajo. Nekatere podrobnosti sta seveda tudi pojasnila. To, kar je v zadnjih 14 dneh zaposlovalo javnost, nismo namreč vedeli, kakšna bo obrestna mera, nismo natančno vedeli, kako bomo lahko kupovali te obveznice. Nekaj se je neuradno špekuliralo, da bo seveda to možno preko trgovalnih računov, tako da danes sta pojasnila vse te podrobnosti. Pripravili smo epizodo iz izsekov iz novinarske konference, kjer smo izpostavili ključne podrobnosti vezane na to izdajo. Včeraj smo izvedeli, kakšna bo obrestna mera obveznice za državljane, torej ljudske obveznice, 3,4%. Nekako, ko smo pripravljali epizodo z Andražem Grahkom in Aljošo Valentinčičem, smo špekulirali, da bi lahko bila med 3 in 3,5%. Poslušajmo še razlago gospoda ministra, zakaj so se odločili za takšno obrestno mero oziroma donosnost. Glede obrestne mere, mi smo prvo obveznico letos izdali na začetku leta. V bistvu smo ujeli zelo ugoden čas, ko je bila zahteva po donosih državnih 10-letnih obveznic najnižja. Takrat je bila obrestna mera 3,04%. Danes je zahtevan donos za 10-letno državno obveznico med 3,3 in 3,4%. Zaradi tega smo tudi šli lahko nekoliko više s to obrestno mero, ampak te obresti skupaj z obrestmi iz denarnih depozitov ne bodo obdavčene do višine 1000 evrov. Ta podatek je bil sicer znan že ob objavi 11. januarja, ko so objavili na Ministrstvu za finance objavo, da bodo izdali obveznico za državljane. Izhaja iz zakona o obnovi in bo ta davčna olajšava veljala 3 leta, in sicer za leto 2024, 2025 in 2026. Kako bo naprej, bomo seveda videli. Ob tem je seveda treba opozoriti, da se seštevajo obresti tako za depozite kot za obveznice, in če prekoračite to mejo 1000 evrov, plačate 25% oziroma odstotkov na obresti, ki bodo presegle ta znesek. Kot smo slišali na začetku, bo izdaja 250 milijonska, marsikdo se pa je obregnil ob velikost izdaje, se pravi, marsikdo je ocenil, da je obseg izdaje precej majhen. Pa poslušajmo razloge, zakaj so se odločili za 250 milijonsko izdajo. Gre za prvo tovrstno izdajo. Kot sem omenila, potrebno je bilo pretehtati tudi usmeritve oziroma cilje, ki jih zasledujemo pri zadolževanju države, tako da ker ne moremo z gotovostjo trditi, kakšen bo odziv prebivalstva, je bilo ocenjeno, da prva ta izdaja, ki je, torej v višini 250 milijonov, da je primerna. Ko bo ta izdaja zaključena, bomo pregledali, kako je z uspešnostjo, in potem tudi sprejeli morebitne nadaljne rešitve v tej smeri. Eno od ključnih vprašanj, ki smo se ga spraševali, seveda, kakšni bodo stroški investicije. Stroški namreč znižujejo samo donosnost, in pri tako nizki donosnosti in manjših zneskih seveda je to izredno pomembno. Danes je minister povedal, da stroški, da so se spogajali z ponudniki za nižje cene. Tudi slišali bomo potem v izjavi približno povprečni strošek, koliko bi znašal. Vseeno pa je tukaj potrebno še enkrat opozoriti vse, ki se boste za to odločali, da zelo natančno preverite cenike, večkrat vprašate, izračunate si smiselnost naložbe. Lahko se vam zgodi, da vam bodo stroški požrli praktično vse obresti, še enkrat zlasti pri nizjih stroških, tako da tukaj je potrebna vseeno previdnost. Pa še mogoče en podatek ali pa ena
misel v razmislek, glede na to, da je ta ročnost obveznice 3 leta, je vprašanje tudi, ali bodo tako ugodni stroški veljali za celotno obdobje držanja obveznice. Hkrati lahko povem, da sem danes neuradno izvedela, da seveda stroški za trgovanje z drugimi inštrumenti so normalno takšni po ceniku, tako da vseeno svetujem zelo natančno preverite cenike. Tukaj boste pa mogoče prišli do še enega zanimivega izziva. Ceniki slovenskih borznih posrednikov so včasih kar precej zakomplicirani, tako da želim vam prijetno branje. Torej, pogajanja so potekala z vsako banko oziroma distributerjem posebej. Vsaka banka je pri sebi preverila, kakšne so njene možnosti za določitev cene, tako da niso enotne pri vseh bankah, ampak vsaka je prilagodila glede na svoje poslovne odločitve in cilje, ki jih s to izdajo zasleduje. Minister za finance je napovedal precej živahno trgovanje z obveznicami, potem ko bo možno, seveda, ko bodo uvrščene na Ljubljansko borzo. Večkrat je v bistvu pravzaprav izpostavil, da pričakuje, da se bo z obveznico trgovalo. Zdaj izkušnje, ki smo jih zvedeli od kolegov iz Hrvaške in pa tudi Severne Makedonije, kažejo, da ta obveznica, ljudska oziroma narodna oziroma državna obveznica, državljanska obveznica praviloma ni zelo likvidna, z njo se praviloma ne trguje, oziroma vsaj tako, takšna je praksa na Hrvaškem in v Severni Makedoniji, morda bo pa Slovenija tukaj izjema. Potem pa se seveda vprašamo, kakšne bodo v bistvu stroški prodaje teh obveznic na Ljubljanski borzi. O tem pravzaprav zaenkrat še nismo videli nobenih številk, mogoče bo tukaj veljala neka druga pravila. Slišali bomo tudi v nadaljevanju, da smo potem tudi izpostavljeni nekim tržnim razmeram, ki se lahko seveda spremenijo potem, ko seveda trgujemo oziroma prodamo ali pa kupimo obveznico na Ljubljanski borzi. Še enkrat na to, kar sem že prej povedal, na Hrvaškem je po mojih podatkih zelo nelikvidna, ta njihove obveznice so zelo nelikvidne, zelo malo je trgovanja. Jaz verjamem, da ga bo pri nas več. Tudi zaradi tega je bilo precej veliko pozornosti posvečeno tega, da se to uvrsti na borzo in se lahko enostavno trguje tako kot z drugimi vrednostnimi papirji. Tveganja so sicer nizka, obenem pa v primeru, če bi želel posameznik, ki bo imetnik obveznice, predčasno priti do svojih sredstev, torej pred potekom teh 3 let do dospelosti, bo te lahko seveda prodal, kot je bilo omenjeno, tole na trgu obveznic na Ljubljanski borzi. Tukaj bo pa seveda podvržen tržnim tveganjem, torej tržnim razmeram ob prodaji, torej bo lahko dosežena cena bodisi višja, bodisi nižja, torej kot sem omenila, odvisno bo od tega, kako bo potekalo trgovanje. Na tiskovni konferenci so večkrat opozorili, da gre pri tovrstni obveznici za alternativo depozitom. Slišali smo večkrat, da je 29 milijard denarja na bankah. Tehnično gledano jih je 27 milijard v slovenskih, 2 milijarde v bankah v tujini. Skratka, večkrat so izpostavili prav to, da gre za alternativo depozitom. Hkrati so pa tudi poudarili, da je možno to obveznico, in to je bilo večkrat izpostavljeno, možno prodati na trgu preko Ljubljanske borze. Tukaj pa še enkrat opozarjamo na potencialna tveganja, in sicer pomembno je pogledati, kakšni so stroški prodaje, nakupa, po kakšni ceni bomo prodajali, da ne bomo prodali pod ceno. Potem pomembno je mogoče glede na likvidnost trga, ne vemo, kakšna bo. Minister sicer pravi, da bo odlično, oziroma da pričakuje, da bo zelo živahno dogajanje. V tem primeru morda ni najbolj smiselno oddati tržno naročilo, vendar to so že specifike, s katerimi se boste ukvarjali potem, ko boste mogoče želeli trgovati z obveznico. Ko smo se pogovarjali z finančnimi strokovnjaki na Hrvaškem, so izpostavili eno zelo zanimivo zadevo, in sicer hrvaške banke niso bile zainteresirane, da bi to vrstno obveznico v bistvu ponudile, kajti na drugi strani imajo seveda tudi depozite in njim je pomembno, da ostanejo depoziti pri njih. Pri nas, kaj pa pri nas, je tudi pomembno vprašanje, tako da poslušamo, kaj je minister povedal na to temo. Mi smo seveda z večjimi bankami se pogovarjali, preverili ta interes. Ta interes je, seveda ni povsod enako velik, ampak še vedno verjamem, da na koncu koncev
dovoljšen, da bo ta izdaja uspešna. Minimalni znesek za vpis je, seveda na začetku smo slišali ministra povedal, da je 1000 evrov, maksimalni je 100 000 evrov. Ta podatek je bil znan že 11. januarja, ko je bilo prvič to objavljeno. Se pravi, še enkrat mogoče na mesto opozorilo, da tisti, ki boste investirali manjše zneske, bodite pozorni na stroške. Kar se pa tiče 100 000 evrov in pa seveda, kdo so potencialni investitorji, če omenimo mogoče izkušnjo iz hrvaškega trga, izvedeli smo neuradno in sicer informacije, da so pretežno starejši od 55. leta kupovali te obveznice. Mogoče samo za informacijo, tudi v naših vzajemnih skladih je povprečna starost, ko smo slišali Luka Podlogarja v epizodi o vzajemnih skladih, je dejal, da je starost povprečna 55 let, tako da mogoče so to bodoče potencialni kupci te obveznice. Marsikdo se na tej točki sprašuje, zakaj je meja postavljena pri 100 000 evrih, glede na to, da imamo na bankah 29 milijard, bi mogoče bil lahko ta znesek tudi višji. Poslušajmo, zakaj so postavili mejo pri 100 000 evrih. Najprej odgovorim na višino 100 000 evrov. Tukaj so se našli sodelavci v Direktoratu za zakladništvo, ki so intenzivno delali na tej izdaji. Presodilo se je, da je 100 000 tista meja, ki ločuje, bom rekla, male vlagatelje od velikih vlagateljev. Presodilo oziroma pregledala se je tudi, kako so v tujini, v drugih državah naredili to distinkcijo in nekje 100 000 evrov je tista meja, ki je bila prepoznana kot primerna. Marsikdo je na tej točki se začel spraševati tudi o potencialnih tveganjih. Kar nekaj izkušenj smo že imeli v Sloveniji z nekaterimi naložbami. Gre za delnico Nove KBM in podrejene obveznice NLB banke. Seveda gre tukaj za popolnoma drug inštrument, kjer v bistvu je v ozadju država. Država ima dobro boniteto in načeloma ne gre za tvegan inštrument v smislu, da bi izgubili denar ali pa da bi vam država izbrisala te obveznice. Vseeno pa poslušajmo, kaj je o tveganju povedal minister. Verjamemo, da ročnost in obrestna mera, ki je ugodnejša kot so trenutno bančni depoziti, bo dovolj zanimiva tudi na koncu koncev za poplačilo jamči država. Tako da verjamem, da iz tega vidika ne bi smeli biti dvoma ali pa to bodo ljudje ta denar dobili ali ne. Verjamem, da gre za eno najbolj varnih naložb. Preden zaključimo to epizodo, pa poglejmo še, kakšne so pričakovanja ministra. Bo izdaja uspešna in kaj pa, če ne bo uspešna? Kaj pa, če ne uspejo zbrati 250 milijonov evrov in enostavno državljani niso pripravljeni investirati v to vrstni inštrument? Poslušajmo. Verjamem, da bo ta izdaja uspešna. Vkolikor seveda vpis ne bo tak, kot mi pričakujemo, bo to seveda nek znak, kje smo z dojemanjem prebivalcev glede to vrstnega inštrumenta, kar pomeni, da nas seveda verjetno čaka še več dela na finančnem opismenjevanju, kar je sicer tudi eden od pomembnih ciljev, ker je ta stopnja v Sloveniji zelo nizka. V tem delu se strinjam z ministrom. Finančna pismenost v Sloveniji je res šibka, tako da upam, da je to le prvi korak k finančnemu opismenjevanju. S to obveznico se cilja predvsem na konzervativne vlagatelje, obstajajo še malo drugačen profil vlagateljev, tako da ne smemo pozabiti tudi na druge vlagatelje. Tako da definitivno pričakujemo vsi mi, da bo ministrstvo tukaj več storilo. Tudi sama strategija razvoja kapitalskega trga je prava pot, vendar še enkrat želim si vseeno malce širše debate, širšega finančnega opismenjevanja. Saj finančni trgi ne zajemajo samo slovenski trg, ampak je cel svet danes dobesedno z enim klikom stran, ne? Tako da tega se tudi treba zavedati, ko govorimo o finančnem opismenjevanju.
opismenjevanju. Mogoče bi pa vseeno tukaj še omenila eno zadevo, in sicer vpisni čas je relativno kratek, in sicer od 1. februarja do 16. februarja. Ali bomo uspeli Slovence vpismeniti o tem inštrumentu v tako kratkem času, bomo seveda videli. Še enkrat pa lahko rečemo, da je izdaja relativno majhna, 250 milijonov, tako da, kot je rekel sam minister, pričakuje, da bo uspešna. V borznem ali pa finančnem svetu se pogosto uporablja rek put your money where your mouth is. Moram priznati, da pogosto vprašam člane uprav slovenskih blue chipov, koliko denarja, svojega denarja so investirali v delnice podjetij, ki jih vodijo. To evidenco vodim praktično vsako leto, tako da lahko lepo spremljamo, katere člani uprav investirajo v podjetje, ki ga vodijo, in s tem pokažejo, da tudi verjamejo v to podjetje. Podobno bi lahko seveda vprašali tudi ministra, ali bo tudi sam investiral v obveznice, ljudske obveznice. Poslušajmo, kaj sta odgovorila minister Klemen Boštjančič in generalna sekretarka Nikolina Prah. Ja, nameravam sodelovati, ja. Ja, tudi jaz verjetno, ja. No, mogoče bi tudi malce več navdušenja lahko pričakovali od ministra, ko govorimo o ljudski obveznici. Tako da ja, toliko trenutno o ljudski obveznici. Tematiko bomo še spremljali, vsekakor zanimiva. Gre za en tak prvi inštrument, ki ga je Slovenija izdala. Mislim, da je celo na novinarski konferenci minister Boštjančič dejal, da gre za neke vrste eksperiment. Bomo videli, kako se bo izšlo, potem bomo pa naprej strukturirali nove produkte, tako da vsekakor je pomembno in potrebno spremljati to vrstno izdajo naprej. Toliko za danes, poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.